Vrtnarim že 30-letno obdobje, samostojno in z možem. Vedno mi je bilo to veliko veselje, pridelava zdrave hrane za svoje otroke in tudi navajanje njih na delo in stik z zemljo. Minka je za družino tudi ustvarila zeliščni vrt pod Gorjanci, kjer ima 120 različnih vrst zelišč, je tudi strokovnjakinja z tega področja, saj ima tudi pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo zeliščarka. In meni ta vrt je v določenem obdobju mojega življenja predstavljal novo moč, nove ideje in sem vanj vložila veliko truda in tudi veliko veselje mi je sedaj, ko mi je to uspelo. In ta vrt je namenjen izobraževanju. To pomeni, da se na tem vrtu izvajajo delavnice, predstavitve, spoznavanje zelišč. Vrt je resnično aromatičen, živ in ga obiskovalci z veseljem si ogledajo. Obiskovalci na vrtu pa so šolske skupine, potem pa skupine raznih društev. Ja, Društvo kmečkih žena pozna Minkin vrt in moram reči, da smo ga obiskali, da je čudovito narejen, da je res vreden ogleda. Še posebej želim izpostavljati to problematiko kmetijstva, torej zaraščanja naše belokranjske zemlje, samooskrbo, pa tudi z položajem kmetice. Problem kmečkih žena je sigurno to, da so premalo cenjene, da je pač delo, ki ga delajo, samoumevno. Resnično nisem za status quo in da tisti delovni sredini ali bivanjski, kjer sem, želim izboljšave. Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj z Minko sodeluje že nekaj let in sicer je naša udeleženka izobraževanja odraslih, pa tudi naša predavateljica in mentorica. Aktivna je na področju študijskih krožkov, predvsem so to krožki z področja urejanja starih vrtov in zeliščarstva. Pri študijskem krožku o zeliščih mi v glavnem izprobavamo recepte o zeliščih, se učimo, kako se vzgajajo, kako se pripravljajo, za katero hrano so dobra, katere zdravilne lastnosti imajo ta zelišča. Minka je Minka, kako vam čem povedati? Ena ženska vsestranska, veliko stvari jo zanima, pristopi na vseh področjih, ne kar nekaj tak spotoma, ampak se za to zavzame. Si vzame čas, mislim, da je kar malo trmasta, če si zada, to tudi spelje. Ta kritični odnos do slabih zadev v naši družbi, kaj bi lahko izboljšala, popravila, spremenila, vnašala v svoje pesmi. Največ sem imela pa z njo stika pri literatnem klubu Metlika, kjer je bila ona 10 let predsednica. Moram jo pohvaliti, bila je enkratna. Vsa ta znanja, ki jih Minka ima in izkušnje z področja kmetijstva, zeliščarstva in podjetništva in ta njena volja in vztrajnost so tisto, kar ji je v veliko pomoč pri razvoju lastne podjetniške poti. Ja, članstvo v društvu je sigurno, da se izobražuješ, da nekaj novega zveš. In ravno to, da je izobraževanje preraslo v podjetništvo, v neko novo pot, neko novo priložnost, je tisto, kar se nam zdi izrednega pomena in česar smo veseli. Ker Minka je zelo, bom rekla, odprta za vse in delavna in iskrena.